Ponedeljek je in čas za športni pogled na spletni strani delo.si. Tokrat bomo govorili o nogometu, z menoj je Gorazd Nedlji. Pozdravljen, Gorazd. Dober dan. Beseda bo tekla predvsem o nenadaljenem podaljšku jesenskega dela sezone za slovenski nogomet. Danes smo videli žreb 16. finale Evropske lige z Mariborom, tekmec pa Sevilla. Kaj praviš, kakšne so možnosti? Ja, po čudežu četrtkovom sploh ne vem, če lahko kaj napoveš. Vse je mogoče, čeprav 80-20 je za Sevillo v odstotkih. 20% je nekaj. Ja, nekaj je. Ne. Kar optimistično bi rekel. Ja, ali pa tudi ne, odvisno od položaja Seville na lestvici v španskem prvenstvu. Če bojo zelo visok na položajih, ki jim vsaj približujejo ali pa že zagotavljajo nekako uvrstitev v Evropo tudi v naslednji sezoni, bi se lahko dal kaj celo presenetiti. Drugače pa mislim, da bo Sevilla težko premagljiva ovira. 7. je trenutno Sevilla v španskem prvenstvu. Kaj pa to, da bojo Španci v polnem tekmovalnem ritmu takrat, Mariborčani februarja, se bo nekako prebujali iz zimskega spanja? To za Sevillo nima nobenega pomena. Ne nazadnje, še par let nazaj je prav tako bila v polnem tekmovalnem ritmu, pa je do konca prišla 2 let zapored, je bila prva v pokalu UEFA predhodnici Evropske lige. Prej bo ovira za Maribor, on ne bo v tekmovalnem ritmu, ne. Priprave bo imel, tako da tukaj bo več težav za Maribor, kot Sevillo. To vsekakor, ampak kaj pa faktor recimo Zlatka Zahovića, ki je recimo v Španiji na pol doma, bo on znal kako motivirati svojo ekipo, da bo proti izrazitemu favoritu pokazala mogoče več, kot zmore? Zlatko že zdaj vsak dan dovolj motivira, zato tekmo ne bo nobene motivacije rabil. Mislim, da se bo s kakšnimi drugimi stvarmi ukvarjal, kakor animirati igralce za poletno tržnico. To je po mojem za Maribor pomembnejša naloga. Se pravi, je pa res, da za to, da bo dober izplen polet, moraš tudi dobro igrati v februarju. Ne. Da pokažejo fanti, da znajo igrati tudi proti boljšim ekipam. Če še nakratko predstaviva Sevillo, torej 7. ekipa v španskem prvenstvu, enkrat španski prvak, 5-krat pokalni prvak, enkrat zmagovalka superpokala španskega, 2-krat je dobila pokal UEFA in enkrat evropski superpokal. Torej tekmec, ki je nekoč bolj slovel kot sedaj, ampak moč je vsaj za slovenskega prvaka dovolj velika, da se Španci lahko mirno pripravijo na ta dvoboj najbrž. Ja, res je, samo za Maribor mogoče bolj oteževalna okoliščina je ta, da je Sevilla slovi kot klub, ki vzgaja, ob tem pa še ustvarja rezultate. In zdaj, ko pa ni denarja, ne, je pa še toliko bolj usmerjena v vzgojo in poskuša še bolj z igro in, kako bi rekel, brezkompromisno nastopi usvojiti, bi rekel, kupce. Mesto Sevilla je tudi verjetno najbolj nogometno mesto v Španiji. Vemo, da je tudi Betis iz Seville morebitni novi nasprotnik v osmini finala v Mariboru. Tako da treba je tudi z tega zornega kota gledati. Ne. Nekje približno oba dva imata isto nalogo, vzgajati in ugajati. Ne. Se pravi, delati za to, da bojo čim več prodali. Če se obrneva še na Mariborovo preteklost, torej uvrstitev med 32 v Evropski ligi, zmage nad Wiganom, te je presenetila? Absolutno me je presenetila. Čudež je, morda niti ne toliko zmaga Maribora, to se lahko zgodi, tudi če 2-krat streljaš proti vratom. Presenetilo me je bolj, da je Rubin zmagal v Belgiji. To, da Rusi, ki so znani po tem, da ko nekaj že osvojijo, ne pretegnejo radi, ne, so tokrat igrali recimo nad svojimi sposobnostmi ali pa slovesom. Kam pa bi recimo v zgodovinsko lestvico Maribora postavil ta dosežek? Bojan Prašnikar je v intervjuju za Delo dejal, da je pač njegov Maribor bil med 32 najboljših v pravi Evropski ligi, torej v Ligi prvakov, tokrat so 32 v drugem rangu. No, to je dejstvo, to ni primerjav. Je pa res, da je lažje prvič osvojiti, kakor braniti. In Maribor je, moramo
priznati, ta tretji že v Evropski ligi, še vsakokrat je napredoval od 1 točke do 4 točke, zdaj 7 celo, ga je to pripeljal med 32 najboljših. Je velik dosežek, ne, ampak do tistega mu pa še kar precej manjka. In tudi ne vem, če sploh kdaj bo primerljiv zaradi tega spremenjenega formule kvalifikacijske, je vprašanje, če sploh kdaj bo primerljiv, ker bo imel na poti do Lige prvakov vedno slabše tekmece, kot jih je imel v tistem obdobju Prašnikarjev v Mariboru. Leta 1999 so bili tekmeci tako močni, recimo kot zdaj Sevilla. Še močnejši. Lyon je bil takrat v vzponu strahoviten, to so bili taki vložki, da zdaj za te čase so primerljivi v desetine ali pa kar stotine milijonov evrov. Prestop se spomnim Brazilca Andersona iz Barcelone v Lyon, je bil tisto poletje, mislim, da top 5 v Evropi. Se pravi, da to težko, sploh ne mogoče primerjati. Sam en igralec je toliko vreden, kot zdajšnji Maribor budžet bi mogli 3 leta zapored, da bi samo takratni prestop pokril Andersona iz Barcelone v Lyon. Pa se ti zdi, da je tale rezultat v Evropski ligi mogoče napoved, da po naslednji sezoni bo vendar šlo do konca kvalifikacijah za Ligo prvakov? Ne, na to ne gre. To ni mogoče povezati, tukaj je preveč drugih faktorjev. Se pravim, lahko da pride nekaj zanimivih ponudb, podkrepljenih z nekaj 100.000 evri ali celo milijonom 2 za igralce in to Maribor seveda ne more zavrniti. V nadaljevanju je pa seveda, kot je povedal tudi Bojan v pogovoru, težko najdeti nadomestila za takšne igralce. V Sloveniji praktično ni, če hočeš kaj kupiti od zunaj, treba pa plačati. Maribor pa zaenkrat s politiko, ki jo goji, ne tvega. Torej za slovenski nogomet realno, da se mogoče enkrat na 2 desetletji vrstimo v elitno tekmovanje? Če bi tako bilo, bi bilo super. Nekaj še časa, da pridemo do 20 let od tistega zgodovinskega dogodka. Pa poglejva še žreb osmine finala Lige prvakov, ki bo Evropo malo bolj razburil, recimo kot dvoboj Sevilla-Maribor. Manchester City, Barcelona, Olympiakos, Manchester United, Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Galatasaray, Chelsea, Schalke, Real Madrid, Zenit, Borussia Dortmund in Arsenal, Bayern München. Kdo je tukaj najkrajše potegnil? Ja, Arsenal ali pa Bayern, pa Barcelona ali pa Manchester City. To sta dva top para. Sta odprti tekmi. Ne bo tako lahko ne Bayernu, ne Barceloni. Zdaj, kdo je slabšega potegnil ali boljšega, težko reči. Lahko da tudi v taborih Arsenala pa Cityja govorijo, da so dobro potegnili. Mislim, da Arsenal je že lansko let presenetil, čeprav je težko reči, da je presenetil, ker je prvo tekmo izgubil 3-1, pa potem v Münchnu 2-0 zmagal, da to ni realno. Doma moraš prvo tekmo spodobno odigrati. Lahko je tudi neodločeno in imaš vse karte odprte. Čim doma zgubiš, ti ne pomaga, praviloma ti ne pomaga. Se pravi, prve tekme bojo odločale. Arsenu Wengerju spet grozi, da bo izpadel kot trener, ki lepo igra in nič ne osvoji. Vse v Evropi je prišel spet do ovire, ki bo zelo težko preskočiti. Težko. Praktično nima ekipe zmagovalcev. To tudi lahko prenesemo to primerjavo v Slovensko ligo in na Maribor. Se ni nujeno v kvaliteti igralcev posamični. Pomembna je psihološka trdnost oziroma vajen zmagovanja. In igralci, ki zmagujejo, vedo, kako do tega prideti, kako do zmag prideti, kako se lotiti tekme. In tukaj pa Arsenal močno zaostaja za Bayernovimi igralci, še posebej pa zdaj pod Pepom Guardiolo, ker ta miselno zmagovalna, ki je vidna na vsakem koraku in jo izžarevajo od vodstva kluba, praktično vsi, skoraj ne vidiš šibke točke, kako bi lahko jih premagal. V tem jih prekašamo morda samo Mourinho. V tej samozavesti in prepričevanju, da si boljši, najboljši, to edino Mourinho lahko na tej ravni konkurira Bayernu. Kaj pa, kdo ima največjo srečo pri žrebu? Po tvojem, Borussia? Borussia niti ne. Real, jaz mislim, da je imel kar dobro ogrevalno zgodbo, da bo imel
Tudi Manchester United, on potrebuje nekoga takšnega, da se malo postavi na noge, čeprav do takrat, tudi če bi imel kakšnega močnejšega tekmeca, mislim, da bi se postavil. To bi rekel. Pa Paris Saint-Germain, za njega bi pa rekel, da je lahko pa za vsakega nevaren. In potem, kar vidim, kako v Franciji igra suvereno, kako sta se ujela Cavani pa Ibrahimović, ne bi bilo nič presenetljivega, če bi šli do konca. Za konec, recimo še napoveva razplete teh dvobojev. Kaj praviš, Manchester City, Barcelona, kdo naprej? Pa dajmo reči, da bo City. Olympiakos, Manchester United, najbrž ni dvomov? Ja, nisem, glede na to, da je zdaj 2 meseca še časa, bi dal na United. Milan, Atletico Madrid. Ta je zanimiva, ta bo pa... Upam, da bo Milan kaj zrihtal se po zimi. Drugače pa Atletico pod Diegom Simeonom, to je zgodba o uspehu trenutno. Evropska zgodba in ni naključje, da kar veliko strokovnjakov zre v Madrid, ampak na drug konc. Bayer Leverkusen, PSG. PSG, 90-10. Gledate se radi Chelsea? Na igrišču bo tako tesno, ampak Chelsea gre naprej. Schalke, Real Madrid. 90-10 za Madrid. Zenit, Borussia. Ja, isto, 90-10 za Borussijo. Pa še dvoboj, v katerem smo že veliko povedali, Arsenal, Bayern. Ja, zmagovalci zmagujejo, poraženci so pa poraženci, se pravi 90-10. Za Bayern. Ja, seveda. Gorazd, hvala. Prosim. Pozdravljeni.